world of today is a challenging place. Don't you have a feeling that for a long time now, life has been shrinking and the dreams have started lacking passion? Controversy and paradox seem to be all around us. The planet is overpopulated, and yet the more people are there, the more isolated one becomes on a personal level, the more distant from family and friends. They say information is power, but the freer access to it, the more powerless we may feel, literally drowning in the digital overflow, yet starving for a real connection. Technology is supposed to help us in our daily lives, but the more it does, the more dependent we become, the more helpless. Too much stress, time wasted commuting to and from work, in traffic. The world is moving too fast, too many things to do, too little time, hardly enough to spend with family, friends, enjoying the little things. Not even something as simple as making a healthy lunch, sharing it with someone. And what about traveling and beholding nature? When was the last time you relaxed on a trip up a mountain? We didn't allow ourselves to exist, to breathe, and to be amazed by the beauty of life. We were too busy producing, spending, consuming again and again, desperately trying to fill some emptiness, while we are stunned by too much noise from commercial offerings. And this unbridled lifestyle has not only taken its toll on our minds and pockets, it's taking its toll on the world. Polluted air, seas full of plastic, fast-paced routines full of single-use packaging. Meanwhile, we were all looking for something that is missing, but we don't know where to find it. Happiness, freedom, a greater reality. As human beings, we are always searching for meaning, happiness, joy, well-being, real connection, and considering how we can contribute to life. But instead, we have become too overwhelmed by anxiety and bad news. And as if that had not been enough, the pandemic broke out, a health crisis. With the lockdown, we started to actually become aware of all the time wasted and everything we sacrificed. The world suddenly changed, and the problems we already had became more intense, more isolation, more disconnection from other human beings. And new problems appeared, problems that we continue to experience to this day. Businesses closing, people losing their jobs, trips canceled until further notice, family reunions postponed, no people confined, isolated, disconnected, depressed. We may be beginning to experience the early stages of recovery, but it is far from over. It is difficult to know when we will return to normal life and how long the effects of these uncertain times will last. But one certainty is that the world will not go back to the way it was, in many senses. But in this darkness, we can ignite a flame. It's time to take back the control. Technological innovation is a constant source of life in any times, and when used well, it can indeed save lives. This current uncertainty has also become a catalyst for technological development. We know that the world needs technology to move forward and to prepare with it for any further crises that may come. Technological advancements have already saved businesses and jobs during the pandemic, helping us to work from home and forcing us to reinvent our skills. Continuing one's education is possible without going to a classroom. It has saved many people's mental health by bringing them closer to their families and friends through screens. Lockdown isolation has been relieved by online parties and internet dating. 3D printing, 4G, Yeah. 5G, artificial intelligence, smart contracts, big data, blockchain, and DAG-chain, among other technologies, are changing habits and business models. They are improving scientific and medical research,
and facilitating collaboration among people around the world, transforming the world one step at a time. The global information technology industry is also one of the fastest growing and expanding industries in recent years. And today, due to the pandemic, its growth has been literally explosive. In 2020, the revenue of the technology industry reached $4.8 trillion for the year. The tech sector fared better than many other industries during the pandemic. Moving forward, the International Data Corporation projects that the technology industry is on pace to exceed $5 trillion in 2021. There is already a wide range of solutions to everyday problems, and we are just one step away from introducing a new technology into our lives that can change it forever. Welcome to The View. It's time to upgrade your reality without limits. This is the reinvention and rebirth of everything. What is The View? The View was created in the Netherlands and is a new virtual world, a platform based in the world you live in, where you can create and recreate business communication, education, travel, and much more. We are developing this platform, and you are invited to join us as an instrumental part of building it and putting forward a new way to live, travel, shop, entertain, and even earn a living. The global lockdowns definitely affected our perception of reality, and the world almost instantly became limited to the four walls of a flat, with fewer and fewer things to do or experiences to live, sometimes doing the same things day after day. The View comes to break the barriers and to open a new window to a world without limits, without restrictions, with all the safety possible. No more devastating paradox, sacrificing freedom, isolation. The View frees us from where we've been to where we are going. Finally, free, connected, and together. Reality expands again. What if anything, anywhere was possible? Imagine traveling, discovering new places, exploring paradisiacal corners, or visiting historical sites and monuments without taking a single plane. Maybe even places that don't exist anymore, or yet. The first big industry in The View will be travel and tourism. In 2017, global travel cross-booking exceeded $1.6 trillion. Travel and tourism is 10.2% of the global GDP. Travel is one of the most uplifting human experiences. It motivates us, it teaches us, it expands our minds. And now, we miss it so much. Now imagine you can travel anytime, anywhere, instantly. Travel like you've never traveled before, and don't have to be alone. Families, classrooms, friend groups, you will be able to live traveling experiences all together. And this is just one part of this new virtual world, and it is just the beginning. Can you imagine reliving the full experience of an educational or personal development conference from the comfort of your home, just as if you were actually there, to attend a training or go to a class with a full immersive experience? Imagine being back at a concert or a sports stadium, as real as in person. Imagine participating in a yoga class or a personal training session. Imagine shopping online as if you were in the very store, even looking for your new home, going through all the rooms without having left your current home to do so. There is so much we can do. The most valuable assets we have are knowledge, experience, memories, and our human connection. With The View, a huge window opens to a wealth of knowledge to be gained, experiences to be enjoyed, memories to be created, and connections to be made and strengthened wherever we are, whenever we want. So much to learn, so much to teach. Absolute freedom, an experience without limits, infinite growth. With vision and innovation, you can experience the world. Join us today. Welcome to The View.
Dober večer, dobro večer, lep pozdrav vsem nocojšnjim, ki ste se odzvali na to predstavitev. Andreja Terčelj je moje ime, jaz bi rada predstavila nocojšnjega prezentorja Romana Rosulnika. Veste vsi, da, se opravičujem Roman, ker sem te izklopila, oprosti, ne za nalašč. Veste, da smo imeli ta vikend, je za nami tretja obletnica podjetja Success Factory. Dobili smo en fenomenalen produkt, mislim, da vsi tisti, ki smo gledali event, da že drugo, tretjo noč ne spimo, ali imamo pa zelo kratek spanc, ker bi radi to razložili in pokazali vsem. Nekateri od vas ste tudi founderji na tej predstavitvi, nekateri ste pa novi oziroma niste med founderji. Nič hudega, za vse je dovolj prostora, za vse je še dovolj časa. Skratka, jaz bom rekla, tako kot vsako predstavitev povem, vzamite si svinčnike, vzamite si papir, ker bo veliko stvari danes predstavljenih novih in posebno čast in ponos mi je, da nam bo to predstavil Roman, zaradi tega, ker je zagotovo oseba v Sloveniji, ki je v tesnem stiku z sodelavci oziroma s kolegi našega podjetja, ki so v samem vrhu in pa tudi v vodstvu. Tako da Roman ima za nas sigurno vse informacije na vsa vprašanja, ki so se nam zdaj porajala in ki smo ga vmes že spraševali. In pa Roman, bom rekla, je tudi jaz mu pravim, kar naša gonilna sila, od katerega se vedno veliko stvari učimo. Velik vzor nam je in boste videli, kaj to pomeni dobiti predstavitev od človeka, ki mu je pomembno najprej pomagati vsem ostalim, potem pa dolg nič, pa so pa spet vsi ostali na vrsti. Roman je pa tam nekje na onem kasnejšem mestu. Roman, izvoli, beseda je tvoja, predstavitev je tvoja, jaz se že veselim, ker sem čist polna energije. Ja, hvala lepa, Andrej, za te prijazne besede. Zdaj sem se še jaz malo načrpal od te energije od tebe. Tako da bi mu malo padel, bom tebe malo prosil, za kakšen intermezzo vmes. Evo, da se še malo predstavim, da povem, kdo sem jaz, za tiste, ki me še ne poznate. Roman Rosulnik, star sem 57 let, živim na periferiji Ljubljane. Sam sebe bi, kar se poslovnega dela tiče, najlažje opisal, če prej, ko sem bil celo življenje freelancer. Od neko konvencionalno službo sem hodil, za tisto, kar sem se učil, enih 4-5 let, do enega 24-25 leta. Nekako sem hitro ugotovil, da moja miselnost pa moje pričakovanje so malo izven škatle, izven standardnih nekih vzorcev. Tako da potem sem v naslednjih letih in desetletjih imel kot freelancer to, kar sabo to prinese, imel strme vzpone in strme padce. Bili so trenutki v mojem življenju, ko sem se malo iskreno priznam, malo norca delo iz denarja, pa sem bil v stanju v eni noči zapraviti letno plačo na kakšnem tradanju ali pa kakšnem kazinoju ali pa kaj takega. In bili so časi, ko sem totalno bankrotiral. Se pravi, to freelancerstvo pa nese s sabo. Tako da jaz, ko danes pogledam nazaj, se mi zdi, da je celo moje življenje ena učna urica. Se verjetno je tudi vaše. Vprašanje, koliko si drzno, pa tudi ven stopiti iz enega konvencionalnega življenja. Zdaj sem sicer človek, ki me zanima 1742 stvari v življenju, zato sem cel čas na nek način iskal nekaj, da bi delal predvsem prostorsko neodvisnost, prav, da bi lahko delal nekaj, da nisem vezan, da moram nekje biti na enem mestu. Zato, ker imam tudi enega starega kemperja, cel kup bi rad še prepotoval, cel kup sveta bi še rad videl. In zadnjih 5-7 let sem to intenzivno iskal in bil x-krat zelo razočaran. Zato, ker podjetja v zoni res rastejo, kot gobe po dežju in še hitreje izginevajo. Nisem zdaj delal neke statistike, ampak ne bom se veliko zlagal, če vam rečem, da sem zadnjih 5 let od 10 firm, s katerimi sem delal, jih danes 9 ni več. Tako da ta statistika je bila res polom. Tako da tudi, ko je prišel Success Factory v moje življenje, nisem lih v nezavest padel nadušen, 3 mesece sploh nisem hotel slišati, zato ker enostavno je bila pač moja glava malo razočarana. Zdaj, ko sem prvič slišal za ta projekt, mi je bil sicer načeloma takoj všeč, nisem si pa seveda tudi v sanjah mogel predstavljati, da zdaj to postala moja kariera oziroma moj lifestyle, ker zdaj to praktično živim s tem dan za dnem. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Je v bistvu zgodilo se čez zgodbo malo skrajšam, da ne bom predolg, da sem v bistvu
spoznal lastnike, sem šel v Moskvo in sem spoznal lastnike, zato ker sem hotel sam sebi zagotoviti, da ne bi ponavljal spet iste napake. Ne, zato ker sem ugotovil, da od vseh tistih propadlih poskusov mojih je v večini primerov bil človeški faktor. Ne. Se pravi, ljudje so tisti, v veliki večini primerov, ki z neke dobre poslovne ideje naredijo veliko zgodbo in tudi obratno. Ne, se pravi, tudi ljudje so tisti, ki z neke tiste načeloma dobre ideje potem naredijo lahko šmorane. Ne. Tako danes bom govoril sicer samo o enem produktu, kot je rekla Andreja, ki smo ga dobili na tej konvenciji, ki se je končala ta vikend. Gre za zelo nekaj posebenega, tako kot je pri našem podjetju sicer običajno. Se pravi, meni je to podjetje všeč zaradi veliko razlogov. En razlog je tudi ta, da razmišljajo izven škatle. Zato, ker sem jaz tak izven škatle in mi je všeč, ko podjetje razmišlja zelo vnaprej in dolgoročno in gledajo, kam grejo trendi in gledajo, na kakšen način bi lahko podprli skupnost, ki jo pač imajo. Tako da vsi naši produkti so digitalni, vsi so zelo nekaj posebenega, vsi odstopajo od že poznanega nam. Danes pa, kot rečeno, se bomo osredotočili na ta produkt, za katerega ste prišli. Pa bom zdaj pokazal en PowerPoint. Upam, da bo danes tole delovalo. Celo, kot ste videli že z tega intra, z tega videa, gre za produkt, se imenuje View. Kaj pravzaprav je View? Malo najprej ta čist, bom rekel, tehnični ali pa tehnološki del. View je v bistvu virtualna platforma, ki bo prinesla popolnoma nov svet. Zdaj, na kakšen način popolnoma nov svet bom razložil čez en primer, da boste si lahko plastično predstavljali. Zdaj, že v videu ste videli v bistvu, da ta industrija virtualna, se pravi ta industrija, ki v bistvu ljudem nam pomaga pri vsakodnevnih opravilih ali pa vsakodnevnem življenju, praktično zelo hitro raste. In zdaj zaradi te situacije, v kateri smo, vidite tudi levo spodaj podatek, se pričakuje, da se bo ta promet v tem branži naslednjih parih letih podvojil oziroma potrojil. Jaz mislim, da ta podatek ne drži čisto, zato ker verjamem, da bo od teh napovedanih 390 milijard dolarjev leta 2025 do 5-10%, kar naša firma sama naredila. Se pravi, tisti, ki je to napoved tukaj dal, ne vem iz katerega medija je to ven potegnil, verjetno ni še slišal za nas, se ni tudi mogel. Skratka, da vam zdaj malo predstavim, kje zdaj smo in kam gremo. Zdaj ta virtualni svet, ko ga vi poznate ali pa ko ga poznamo danes, je na nek način zelo primerljiv z temi računalniki, ki smo jih imeli pred 25 leti. Ne vem, kdo od vas pozna mogoče te dva računalnika. Te dva računalnika sta prišla ven, sta bila zakon. Kdo pozna? Andrejo, samo Andrejo itak vidim, nobenega drugega ne vidim, ne poznate. Zdaj smo taka generacija, bi smo mogli vedeti, to sta Spectrum pa Commodore. Se pravi, zakaj so takrat začeli ljudje dejansko računalnike uporabljati za igrice in zabavo? Kdo si je takrat predstavljal pred 25-27 leti, da bo iz te smele ideje, nekaj, ki so se otroci igrali igrice, postala ogromna zgodba, da bo to postalo nekaj, kar je danes mogoče skoraj nepredstavljivo živeti brez računalnikov, brez telefonov. Jaz se še dobro spomnim, še kot včeraj, ko sem svojemu sinu pred, ne vem točen let, recimo, da je 25-30 let od tega kupil svoj prvi računalnik, ki sem kar takole z glavo delal, sem rekel, joj, tega jaz nikoli uporabljal, to je pa trapast, Glejte, zato sem dal to primerjavo tukaj gor, ker ta virtualni svet, ki ga danes poznamo, je v bistvu na nivoju teh dveh računalnikov, ko vam tukaj kažem. Se pravi, ta industrija bo šla zdaj popolnoma na drugo smer in da vam bom pokazal, kakšno vizijo ima to naše podjetje, kako zdaj iz neke platforme, ki je bila do zdaj videna in razumljena predvsem kot sredstvo za igrice, za uživanje, za zabavo, popolnoma dodati nove dimenzije. Kot ste videli že iz tega videa, pač želimo to prenesti na tak nivo, na tak tehnološki nivo, da se bo to uporabljalo in za potovanja, in za ogled športnih dogodkov, in za ogled muzejev, in za ogled prireditev, za šoping, za izobraževanje, za to, da se bo uporabljalo mogoče pri nepremičninskem poslu, da se odšli lahko pogledati, ne vem, hišo, ki želite kupiti. Ne vas za trenutek malo popeljem v tale dream, da si te predstavljali, kaj vam hočem s tem pravzaprav povedati. Ljudje dostikrat rečejo, ja, si virtualno, pa ni isto, kot če greš zdaj live nekam. Jaz se popolnoma strinjam, da ni popolnoma isto.
Ampak če zdaj pogledam svoje življenje nazaj, kot sem povedal, star sem 57 let, ne, in zdaj točno že vem, da pri svojih letih in pri tem, kako me še čaka, sicer ne vem, kako me čaka, ampak nedvoumno pri vseh željah, ki jih imam, 99% stvari, lokacij ne bom nikoli v življenju imel časa obiskati. Nikoli. Zato, ker enostavno je življenje prekratko, da bi lahko vse videl, kar si pač želim videti, da bi videl vse države, ki si jih želim videti, da bi videl vse muzeje, ki si jih želim videti, da bi videl vse prireditve. Pred 3 leti sem peljal svoje otroke v Manchester City na fuzbal in so rekli, to je pa tako fenomenalno, oči nas bo še peljal. Sem rekel, takrat bom, mislim, da jih ne bom. Ne, zato, ker je življenje prekratko. Se pravi, na ta način, v ta smer se zdaj svet premika, ne rečem še vedno si bomo, kadar si bomo pač lahko prvošli, bomo šli na različne konce, ampak verjetno se lahko poistovete s to zgodbo, ki sem jo povedal, da življenje je enostavno prekratko, da bi lahko vse kraje na svetu obiskali in vse dogodke in vse stvari, ki nas pač zanimajo. Mogoče bi tukaj povedal še en primer, ki ga je navrgla ena ta naša sodelavka, ki je danes tukaj z nami. Jaz imam mamo v domu upokojencev že 10 let, včasih grem k njej, pa ji pravim, kaj si pravzaprav želiš? Kaj pogrešaš? Zakaj ti je žal pravzaprav življenje? Pa mi reče, žal mi je, da nisem več potovala, da nisem več stvari videla. In zdaj že 10 let leži v tisti sobi, nepokretna, gleda v strop, se pravi, na en tak način bi lahko približal, bi lahko pomagal, bi lahko dal neko dodano vrednost, da bi saj na tak način lahko doživela stvari, ki jih pač ni mogla, iz takšnih ali pa drugačnih razlogov. Upam, da sem vam dal zdaj nek uvid, kratek, zdaj o tem bi sicer te viziji bilo govoril tle ure in ure, ampak da sem vam dal en tak utrink, da danes, tisto, kar danes poznamo, kar danes poznate, kar se tiče ponudbe teh virtualnih aparatov, platform in tako naprej, je na ravni igrice. Se pravi, prihodnost je nam bo popolnoma prinesla nekaj drugega, da bo se to dejansko res uporabljalo za uporabo, ne vem, obiskov, muzejev, opernih dogodkov in tako naprej. Se pravi, to bo stalno prinašalo tudi en denarni tok, zato ker se te stvari, jasno, nekatere stvari bojo zastonj, nekatere stvari bojo pa jasno tudi plačljive. Če greste danes v Louvre v muzej, mogoče je danes karta, ne vem, 25 €, če si boste ga pa ogledali virtualno, da vam bo to nekdo posnel, seveda na tak ustrezen način, da boste imeli občutek, da ste živo tam, bo pa mogoče karta 2, 3, 4 €. To se mi zdi pomembno, zato ker vam bom zdaj povedal, kaj lahko vi imate, če danes podprete to vizijo, to idejo. Se pravi, dobiček, ki ga bo podjetje skreiralo z distribucijo tega produkta in tudi z distribucijo te uporabnosti. Se pravi, na eni strani imamo produkt, na drugi strani imajo pa ljudje tudi plačevali za storitve, se pravi, plačevali bojo za to, da bojo šli potovati, za to, da si obiskali, ne vem, športno tekmo in tako naprej. Se pravi, ta donos, ta dobiček se bo stekel v različne pule, v različne bazene, v različne sklede. Zdaj bom pokazal, kateri so te puli in kaj vi pravzaprav od tega lahko imate. Bo šlo tole kaj naprej? Ok, teh pulov, teh bazenov, kamor se bo stekel donos, ki ga je podjetje namenilo nam, strukturi, nam sodelavcem, bo šlo v 5 različnih pulov, se pravi v 5 različnih bazenov. En bazen je Founders Circle. Te Founders Circle je Andreja že prej omenila, se pravi, to so ljudje, ki so kupili, ki so pristopili k tej viziji, k temu projektu, preden je sploh vedeli, kaj je ta produkt. Se pravi, zato nas bo podjetje dodatno nagradilo z 1% vsega svetovnega prometa. Se pravi, kar bo svetovno prodano, gre 1% tem, ki so kupili ta produkt, founder, pred samim lansiranjem produkta. Kot je Andreja rekla, nič ni ben zamudil, zato ker imamo tukaj drug pool, kjer gre ravno tako, se pravi, spet 1% od svetovne globalne prodaje v ta pool. Zdaj, konkretno, kaj to pomeni, bom potem povedal pri paketih, zdaj bomo ostati zaenkrat pri tem, da vam najprej opišem, se opravičujem, te poole. Se pravi, v tej fazi zdaj, ko smo štartali, je zdaj odprtih 25 držav. V 25 držav lahko v bistvu participirate pri delitvi tega dobička. Te države bom kasneje pokazal in za vsako državo, kjer boste zraven, se bo lastnikom te države razdelili 5% dodatnih. Se pravi, to je tretji pool. Četrti pool je namenjen pač razvijalcem, zdaj bo seveda v naslednjem letu, 2 nas čaka, oziroma razvijalce, ogromno dela.
zato da se to vse posname, zato da se to vse tehnološko razvije, zato da se vse pogodbe podpiše z inštitucijami, o katerih sem prej govoril, ki je pripravljene sodelovati. Mi smo prepričani zaradi te situacije, v kateri smo, malo zvezani, da bo večina zelo pozorno prisluhnila in da bojo pač ponudili nam sodelovanje. Potem pa obstaja še 5. pool, o katerem bom pogovoril čisto na koncu, po odmoru, za tiste, ki vas bo zanimalo, da dodatno zaslužite. Se pravi, zdaj vam kažem prezentacijo izključno kot strankam. Nič vam tukaj ni treba delati. Vse tole, kar se pogovarjamo, je absolutno in 100% pasiven prihodek. Se pravi, pač vam bom pokazal, na kakšen način lahko investirate in se pravi, dobite popolnoma pasiven dohodek na eni strani iz tega globalnega pula, se pravi, od prodaje od celega sveta in na drugi strani 5% od držav, za katere se boste pač odločili oziroma si boste zbrali. Upam, da je to razumljivo, drugače se tole itak snema, tako da bomo zdaj v naslednjih mesecih in letih itak govorili o tem velikrat in še velikrat. Tako da tudi, če ne razumete čisto vsega, boste poslušali posnetek ali pa ponovno prišli na prezentacijo. Ok, se pravi naprej. Zdaj pogledamo, na kakšen način lahko vi participirate pri tem pasivnem prihodku. Imamo različne pakete. Paketi so od 125 evrov pa do 1000 evrov. Se pravi, nobene omejitve ni, jaz vam bom potem pokazal zdaj neko simulacijo. Se pravi, kaj pomeni kaj. Lahko pa vi skombinirate po svoje, kakorkoli želite. Se pravi, lahko kupite 3 basic pakete, 2 standard, enega super ali pa kakršnokoli druga kombinacija. Se pravi, za vsak paket pa dobite določeno število unicev. Zdaj bom v nadaljevanju uporabljal raje besedo, da vas ne bom metal deležev. Se pravi, s tem basicom ali pa z ultro dobite 21% deležev v posameznem poolu. Se pravi, kot sem rekel, 1% gre v ta globalni pool, 5% gre v regionalni pool, kjer so določene države oziroma regije. To pa izgleda takole. Se pravi, tukaj je zdaj 5, 6, 7 primerov, zato da dobite nek vtis. Tukaj je manjšina teh 25 držav, v katerem bomo najprej štartali. In vidite, da je v različnih državah so različne vrednosti teh deležev. Se pravi, tukaj Nizozemska pa Savdska Arabija je en ta delež 1000 evrov, potem so države, kjer so te deleži 250 evrov, pa 500 evrov, pa 125 evrov. Zdaj bom pokazal en primer, ker zdaj verjetno vam čisto nič ni jasno, kaj zdaj različne države, različni paketi in tako naprej vam bom pokazal 2 primere, da boste razumeli, na kakšen način se zdaj povezujejo paket, ki ste ga kupili z državo. Upam, da je že to naslednji slajd, tako je. Tukaj sem zdaj kar začel s primerom. Aha, enke pa ni. Ne, nič hudega. Tukaj sem imel en primer. Za 1000 evrov, ta slajd sem očitno zakril. Ni pomembno, sej zadošča tudi, če dam 2 druga primera. Če se recimo odločite za en paket, tale, za 500 evrov, se pravi, za to dobite 7 deležev, kakor je tukaj napisan. Se pravi, za teh 7 deležev dobite 7 v tem global poolu, 7 deležev v globalnem poolu, plus dodatnih 7, ki je zdaj ena promocija, ki je na koncu dodatno opisal. Se pravi, do konca meseca vsak kupec tega paketa dobi dodatnih 7 deležev v tem globalnem poolu. Ko imate ta paket kupljen, si potem izberete, v katero državo boste to, temu se reče, alocirali. Se pravi, to sta 2 različna donosa. Eno je, da v vsakem primeru dobite pač 1% od globalnega svetovnega prometa, potem si pa izberete glede na svoj paket, kam boste zdaj to alocirali in boste dodatno dobili delež od prometa v tisti državi. Se pravi, zdaj za takle primer, ki je na tem slajdu, če vzamete en paket za 500 evrov, ga lahko date ali v eno državo, ki stane 500 evrov, se pravi, kjer je delež 500 evrov, ali B možnost, lahko si izberete državo, kjer je vrednost deleža 250 evrov in dobite 2 deleža. Lahko si pa izberete državo, kjer je ta delež, kjer stane ta delež 125 evrov, se pravi, za ta svoj znetek dobite 4 unice, se pravi 4 deleže. Zdaj, če to ni razumljivo, mogoče pa naslednjemu bolj, se pravi, tukaj sem vzel pa zdaj še en manjši paket,
Se pravi, zdaj si pa ne morete več zbrati države za 500 evrov, ampak si lahko samo zberete, da boste svoj denar prenesli na neko državo, teh je mislim za 250 evrov 7 ali 8, ali pa 5, se ni pomemben, in si lahko zberete eno od teh 5 držav, s tem, da daste pač lahko vse v to državo, ki je 250 evrov, ali pa B možnost, lahko daste v 2 države, kjer je vrednost enega deleža 125 evrov. Ne, se pravi, to je tukaj odspod navedeno. Ne. Upam, da je to vsaj približno razumljivo, tiste, ki ste bili na eventu, je že razumljivo. Vsem ostalim vam lahko povem, da je sila preprosto, pač obstajajo različni puli, različni bazeni. Če čisto na kratko povzamem, vzamete nek paket, kakršenkoli to pač že je, in dobite delež od globalnega prometa in na drugi strani dobite delež od države, katero si pač izberete, glede na vrednost paketa, se pravi, kakorkoli imate pač možnosti, kakor velik paket vzamete. Zdaj, da vam malo povem čist en grobo sliko, kakšna je dinamika dogodkov. Kot rečeno, pred 3 dnevi smo lansirali ta produkt s 25 državami, v 1.4. pride 5 novih držav, naslednji mesec še 5 novih držav, potem konec 5. meseca bo prvič demonstracija tega produkta, 1.6. bo odprt marketplace. Marketplace pomeni, da boste kasneje lahko tudi zamenjali oziroma prodali te šere. Se pravi, to je popolnoma v vašem lastništvu, lahko se jih bo na tem marketplaceu prodajali, kupili, zato ker ene države, bom čisto na koncu pokazal, se bojo zelo hitro prodale. Zato ker že po 3 dneh smo recimo v Saudski Arabiji je že prodano skoraj 25% vsega, ki je na razpolago. Zato ker vsaka država ima samo določeno število. Ni to neomejen, rečno ne bi imeli nobenega smisla. Tisto, kar vam lahko dam namig, ko se odločate za katero državo, namig tak je, neuraden namig je to, da jasno se bojo prve odprle države, kjer bojo te deleži, te unici, te šeri prodani. Se pravi, če razmišljate zdaj, v katere države, en tak droben namigec ta, da se bo prvič to vzpostavilo v tistih državah, ta možnost uporabe v tistih državah, kjer bo to najprej zaključen. Tako da ta beta launch bo na 4. obletnici, zdaj smo imeli 3. obletnico, official launch čist produkta bo pa še 1 leto zatem. To zdaj ne pomeni, da bo treba zdaj za prvi donos čakati 3 leta. Verjamem, da bo nekaj prometa že storjenega že letos. Večina prometa pa sigurno pričakujemo po beta launchu oziroma po uradni otvoritvi tega produkta. Zdaj imamo še eno promocijo, kot sem jo že prej omenil, da jo zdaj še enkrat izpostavim, zato ker dobite 100% dodatno zraven. To promocija velja samo do 1. marca, se pravi, dobite dvojne šere, dvojne deleže v temu globalnemu pulu. In to velja izključno do 1. marca, tako da smatram, da te priložnosti ni za spustiti. Te se je zdaj pojavila, čisto na napačnem mestu še PowerPoint od države za 1000 evrov, kjer je pa te možnosti malo več. Zdaj sem malo pomešal tele PowerPoint, to sem danes pripravil, tako da se opravičujem za malo zmede, ampak se je vsem, tudi če sta 2 primera prej, pa potem en še kasneje. Se pravi, tle so ker je pač paket večji, je te možnosti več, se pravi, lahko si izberete eno državo, kot sem rekel, ki je vredna 1000, pa da ste vse v tisto. Lahko si izberete pa recimo državo, Jordanija je zelo popularna, kjer je vrednost enega šera, enega deleža 125 evrov in dobite za svojega jurja, če ga pač investirate, 8 teh deležev, 8 junicev. Ja, tle je zdaj malo podprt, se pravi, ko enkrat kupite ta paket lahko kupite na ta način, da vprašate prijatelje, ki so vas povabili za priporočilni link, mu bojo poslali, se registrirate in lahko plačate z kreditno, z debetno kartico in ko boste enkrat plačali paket, boste dobili takle back office. Ta back office sem jaz posnel danes, tle že vidite, kakšen veliko zanimanje je, kakšne so številke, kot rečeno, po 3 dneh. Tle je že prej omenjena Saudska Arabija, kjer je prodano od tistega, kar je na voljo, že 24% skoraj, Nizozemska 5%, Saudska Arabija 9% in tako naprej in tako naprej. Se pravi,
Tle v tem back officeu potem zberete, v katero državo boste to alocirali in kjer boste dodatno participirali pri 5% dobička podjetja. Poleg tega imamo pa še en pool, ki je pa še večji od vsega, kar sem vam do zdaj povedal. O tem poolu bom pa povedal po kratkem odmoru. Ta del prezentacije bo dejansko res namenjen dvem stvarem. Prvič, da vam pokažemo način, kako lahko pridete do pasivnega prihodka, od nečesa, kar bo velika zgodba, v kar sem jaz popolnoma prepričan, zato ker je prvič, ker je to trend, drugič, ker poznam podjetje, ker vem, kakšno integriteto imajo, ker vem, kakšno poslovno etiko imajo, ker vem, kaj delajo in ker predvsem tudi vem, da imajo resurse, da bodo to naredili. Se pravi, na zgodbo, ki sem jo prej povedal, sem globoko prepričan, da je to podjetje, ki ne bo nikoga razočaralo in ki bo strmo sledilo svojim ciljem. Toliko za prvi del moje prezentacije. Zdaj bom nehal tole deliti, bom spustil en kratek filmček, potem pa še 10-15 minut za vse tiste, ki ste founderji in pa vse tiste, ki bi želeli pa zaslužiti aktiven prihodek. Se pravi, ko vam je tole interesantno, bi želeli biti naši sodelavci, bomo o tem nadaljeval po kratkem filmčku.